Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Naš današnji športni gost je Gregor Hvala, orientacist in predsednik orientacijskega kluba Azimut, kluba, ki je med najuspešnejšimi v Sloveniji v tem športu. Gregor, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Z orientacijskim tekom se sreča vsak osnovnošolec, ampak vseeno, za osvežitev spomina bi vas vseeno prosil, da opišete, kaj sploh je orientacijski tek. Orientacijski tek je ena izmed panog orientacije. Med orientacijo sodijo še precizna orientacija, orientacija z gorskimi kolesi in smučarska orientacija. Smučarski tek pa je med vsemi temi panogami najbolj razširjen in najbolj poznan. Gre za vzdržljivostni šport, ki se odvija v naravi, v mestnih središčih ali v parkih. Z njim pa se lahko ukvarja vsak, mladi, odrasli, vrhunski športniki. Pri orientacijskem teku je cilj to, da čim hitreje opravimo s progo. Proga je narisana na karti in je označena z posebnimi krogci, trikotnikom, ki pomeni štart, in dvojnim krogcem, to je cilj. V naravi pa proga ni označena, označene so samo kontrolne točke s posebno tako oranžno-belo prizmo. Tekmovalec pa s pomočjo karte in zemljevida sam izbira pot med temi kontrolnimi točkami, pri tem si pomaga z informacijami, ki mu jih podaja zemljevid, pomoč pa mu je tudi kompas. Na vsaki kontrolni točki je poleg te oranžno-bele prizme tudi elektronska napravica. Tekmovalec ima s seboj čip, s katerim se na tej napravici označi, da je tam bil, in na ta način se tudi meri čas. Sami ste v tem športu zelo uspešni, tako na državnem kot tudi na mednarodnem nivoju. Kaj vas je pa sploh pritegnilo k temu športu? Ja, k temu športu me je pritegnilo to, da se odvija v naravi, v gozdovih, da je vzdržljivostni šport, ki vedno ponuja nekaj novega, ponuja nove izzive na vsakem treningu, na vsaki tekmi. Tudi če poznamo karto, ne vemo, kakšna bo proga, vedno je nekaj novega in tekmovalca zahteva reakcijo na okoliščine nepredvidljive. Omenil sem že, da dosegate tudi dobre rezultate, tako na državnem kot tudi na mednarodnem nivoju. Nam lahko predstavite nekaj svojih dosežkov? Imam nekaj medalj z državnih prvenstev v orientacijskem teku, pa tudi v precizni orientaciji. Poleg tega sem bil udeleženec nekaterih evropskih tekmovanj za mlajše mladince. Udeležil sem se tudi svetovnega univerzitetnega prvenstva. Lansko leto pa sem bil v šprint štafetah skupaj s Simonom Stanonikom na evropskem univerzitetnem prvenstvu 8. Poleg tega, da ste sami aktivni tekmovalec, ste tudi predsednik orientacijskega kluba Azimut, v katerem imate številne dobre tekmovalce. Nam lahko predstavite, kakšni so bili največji uspehi teh tekmovalcev v zadnjem obdobju? V zadnjem obdobju se izmed tekmovalcev v orientacijskem klubu Azimut z največjimi uspehi srečuje Emil Kacin, ki je bil lansko leto 6. na svetovnem prvenstvu v precizni orientaciji. Predtem je bil leta 2017 tudi član zmagovite štafete in je postal svetovni prvak. Poleg tega pa smo v orientacijskem klubu Azimut leta 2018 tudi organizirali prvenstvo Južne in jugovzhodne Evrope, in na tem domačem prvenstvu je slovenska članska ekipa v štafeti osvojila prvo mesto. V tej štafeti so bili sami domači fantje, vsi člani orientacijskega kluba Azimut, in sicer Mark Bogataj, Simon Stanonik in Peter Tušar. Peter Tušar je na tistem prvenstvu za las tudi zgrešil posamično medaljo v šprintu, kjer je bil prepočasen samo za sekundo. Poleg tega pa je Mark Bogataj osvojil v kategoriji M20, v najstarejši mladinski kategoriji, same zlate medalje. Poleg tega je Simon Stanonik lani nastopil tudi na svetovnem članskem prvenstvu. Mark Bogataj, Nuša Jeram in Peter Tušar pa so
v minulih letih tudi uspešno zastopali Slovenijo na svetovnem mladinskem prvenstvu. Poleg tega pa imamo tudi kupico medalj z državnih prvenstev in tudi skupnih zmagovalcev Slovenske orientacijske lige in Slovenske šprint orientacijske lige. Poleg tega pa si pohvale zaslužijo vsi člani, ki se borijo po svojih najboljših močeh na teh tekmovanjih. V preteklem letu je klub prejel tudi priznanje Orientacijske zveze Slovenije, kar nedvomno potrjuje dobro delo društva. Nagrada je vsekakor lepo priznanje, a najbrž tudi obveza za dobro delo vnaprej. Kakšni so načrti za prihodnje? Res je, prejeli smo nagrado Orientacijske zveze Slovenije za izvedbo tekmovanja leta 2018, prvenstva Južne in jugovzhodne Evrope. To je obveza za naprej. Cilji kluba so predvsem v popularizaciji orientacije, v delu z mladimi, da bi čim več vlagali v šolo orientacije. Poleg tega pa si želimo tudi organizirati čim več tekmovanj na državnem nivoju, tekem za Slovensko orientacijsko ligo, državna prvenstva, pa tudi na mednarodnem nivoju, kot je recimo tekma Cerkno Cup, že tradicionalna tekma, ki pa je zelo zahteven zalogaj za organizacijo. Potrebne so nove karte, novi tereni in pa veliko prostovoljcev za izvedbo. Omenili ste tekmovanje Cerkno Cup, samo za ilustracijo, koliko tekmovalcev se tega tekmovanja udeleži in iz koliko držav prihajajo? Tekmovanje Cerkno Cup se udeleži več kot 300 ljudi. 300 ljudi je bilo lani, leta 2019, leto predtem, ki je potekalo vzporedno z Sevkom, pa je bilo 800 ljudi, 800 tekmovalcev, ki prihaja iz 10 do 15 držav. Orientacijski tek je primeren tudi za celotne družine, saj so pologe prilagojene različnim kategorijam. V zadnjem obdobju pa se lahko svoje orientacijske veščine preveri tudi z uporabo aplikacije Mobo, mobilne orientacije. Kje na Idrijskem se lahko to stori in kako to poteka? Res je, na orientacijskih tekmah ni gledalcev, vsak, ki pride, lahko tekmuje. Na vsaki tekmi so različne proge, prilagojene starosti, spolu, izkušnjam. Na Idrijskem se lahko preizkusite v orientaciji kadarkoli. Postavljena je stalna proga na Hlevišah. To poteka, tako kot ste omenili, preko aplikacije Mobo. Uporaba je sila enostavna, na pametni telefon si naložimo aplikacijo, poiščemo v iskalniku karto Hleviše, odpre se nam karta s kompasom in trikotnik pomeni štart. Ko pridemo na štart, preberemo QR kodo, takrat se nam čas začne šteti in potem na vsaki kontrolni točki ponovno preberemo QR kodo, ki nam zabeleži našo prisotnost na tisti kontrolni točki, in to je v bistvu to. Če pa bi kdo od gledalcev želel preizkusiti svoje znanje na klasični orientacijski tekmi, kje lahko to stori in kaj vse potrebuje? Trenutno se ne ve, kdaj bodo naslednje tekme zaradi trenutne situacije, ampak načeloma je vsak, ki pride na tekmo, dobrodošel. Potrebuje samo tekaško ali pohodniško opremo, kompas in čipsi. Ponavadi oziroma skoraj vedno lahko izposodi od organizatorja. Kdor bi bil željan se srečati z orientacijo, nas lahko poišče na Facebooku Orientacijski klub Azimut, kontakt pa najdete tudi na naši spletni strani. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaše vprašanja in vam tudi povedali nekaj malega o orientaciji, o tem, o simbolih na karti, ki so najpomembnejši za začetek, potem se pa učimo sproti. Gregor, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Želim vam, da se vaši načrti izpolnijo in da bi tudi v prihodnje čim uspešneje iskali kontrolne točke. Vam, dragi gledalci, pa najlepša hvala za pozornost in vabljeni k ogledu naslednjih oddaj.